Živijo, tukaj Valentin. Danes bom pa govoril o smislu življenja. Kaj je smisel življenja, se mnogi sprašujejo. Še posebej tisti, ki izgubijo smisel in voljo do življenja zaradi določenih dogodkov. Življenje samo po sebi seveda nima smisla. Življenje enostavno je. Življenje je obstoj, življenje je bivanje, življenje je izražanje. So pa vprašljive posledice določenega načina izražanja oziroma delovanja nas kot živih bitij. Kajti lahko dojemamo življenje iz svojega uma, ki nam omogoča domišljijo. Je princip ločenosti od univerzalne fizične realnosti in v našem umu, v naši domišljiji si lahko zamislimo karkoli in v trenutku se vse v naši domišljiji uresniči. Tam lahko v hipu zgradimo gradove, srečamo kogarkoli, naredimo raznovrstne stvari, ampak vse to je naša domišljija in v naši domišljiji naše aktivnosti, naša dejanja nimajo nobene posledice na druga živa bitja. Na tem svetu pa si ta univerzalni fizični svet delimo z številnimi drugimi živimi bitji. In če se ne zavedamo posledic naših dejanj, če se ne zavedamo, da smo vsi na tem omejenem svetu z omejenimi naravnimi viri, da ima vsako živo bitje določene potrebe svojega fizičnega telesa, zato da lahko zadosti svojim potrebam, da preživi. In če se ne zavedamo, da moramo biti do drugih živih bitij obzirni in da jim omogočamo enakovreden dostop do naravnih virov, potem seveda povzročamo trpljenje, povzročamo pomanjkanje, ne dopustimo dostopa do teh naravnih virov vsem glede na njihove potrebe, ampak si stvari začnemo prilaščati, graditi zidove, ograje, braniti za silo dostop drugim do teh naravnih virov in na ta način povzročamo, da mnogi trpijo pomanjkanje, lakote, smrt. In mi smo seveda pripravljeni biti vojne, biti nasilni, uničevalni, zato da ščitimo to svojo lastnino in ta občutek, da smo lastniki nečesa. In seveda tudi si lahko nekaj zamislimo v naši domišljiji, potem pa poskušamo to našo domišljijo uresničiti v tej fizični realnosti in seveda, ker so zakoni posledic delovanja na tem svetu drugačni kot v naši domišljiji, potem naletimo na mnoge težave in povzročimo konflikte in zopet razna trpljenja. Ko se vprašamo torej o smislu življenja, se lahko odločamo za dve vrsti našega delovanja. Ali bo smisel našega življenja povzročanje trpljenja, predvsem zaradi tega, ker si zatiskamo oči, ker nočemo videti realnosti, ker vidimo samo sebe in so nam mar samo lastne potrebe
in naša lastna domišljija, ali pa se odločimo, da bo smisel našega življenja širjenje zavedanja, harmonično delovanje na tem svetu in ustvarjanje izobilja za čisto vsa živa bitja, ne samo za nas osebno. Izobilje ni stvar samo neke domišljije, neke želje, ampak če hočemo vsi živeti v izobilju, si moramo to izobilje enakovredno in pravično deliti. Sedaj v našem svetu, kot vidimo, pa imajo nekateri ljudje izjemno preveč, kot potrebujejo, in posledično imajo v drugih delih sveta številna bitja, predvsem ljudje, premalo. Ne zavedamo se, da je izobilje določenih ljudi, izobilje določene države posledica nasilnega osvajanja določenih celin, kraje, naravnih virov, suženjstva, prisilnega dela, izkoriščanja. Vse to nikakor nočemo razumeti in se tega zavedati. Mar nam je samo za naše lastno zadovoljstvo, da so naše lastne potrebe zagotovljene. Je smisel življenja trpljenje ali je smisel življenja bivanje v izobilju, v polnem izražanju? Vsak se mora sam odločiti, vsak mora sam določiti, kaj bo njegov smisel življenja. Bo sestavni del trpljenja ali sestavni del življenja. Razmislite torej in si zadajte vaš smisel življenja tak, kot mislite, da je najboljši po vaši vesti. Itak bo pa vsak slej ko prej začutil posledice svojih odločitev, kajti vzpostavil se je sistem v stvarstvu tak, da bo preprečil nadaljnje škodovanje posameznikov, in tisti, ki so si izbrali za smisel življenja lastni egoizem, napajanje z dobrimi občutki, ignoriranje pomanjkanja drugih, taki bodo slej kot prej doživeli svojo lekcijo. Tisti, ki pa se želite takim lekcijam izogniti, pa vas vabim, da se pridružite naši globalni skupini Destiny, ker se združujemo ljudje, kateri smo si zadali smisel življenja, ustvarjanje praktičnega raja na zemlji. Torej, brezpogojne zagotovitve dostojnih življenjskih razmer za čisto vsa živa bitja na tem planetu. To dosegamo z preobražanjem lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, potem pa tudi za pripravo praktičnih političnih programov, preobrazbe družbe, spremembe zakonodaje, še posebej pa spremembe globalnega denarnega sistema. Najdete nas tako, da si ogledate povezave v opisu tega videoposnetka, tako da želim, da se nam pridružite in lepo se majte. Nasvidenje.